Čebelariti sem začel pred 38 leti, dobil sem prve 2 roja in ta med, prvi med, je pravzaprav najslajši in si ga bom zapomnil za vse življenje, tako kot vsi ostali čebelarji. Čebelarim z aži in z dadenblat pajni, ampak čebelariti v enem ali drugem sistemu ni noben problem. Problem je, da poznava čebele, da poznamo čebeljo družino, da poznamo njihov sistem, njihov razvoj in potem lahko čebelarimo tudi v navadnem duplu. Moja specialnost je pridobivanje cvetnega prahu s pomočjo tako imenovane visoke podnice, katere avtor sem tudi sam. Ta podnica omogoča način pridobivanja cvetnega prahu prijazen tako za čebele kot za čebelarja. Ta podnica se širi po Sloveniji in tudi širom Evrope in tudi, lahko rečem, Indije in Amerike. Posebno me skrbi v zadnjem obdobju prehitro košenje travnikov. Druga velika nevarnost pa je pretirana uporaba pesticidov v kmetijstvu in ko dobim sporočilo, da so čebele pomrle, vsakega čebelarja zaboli, kaj bo za naše rodove v prihodnosti, če bo šlo tako naprej. Čebele mi pomenijo nek drugačen način življenja. Opazujem naravo, živim z naravo in klimatske razmere, ki so iz leta v leto bolj zaskrbljujoče, vetrolom, žledolom, huda vročina, vse to našim čebelam onemogoča normalen razvoj in življenje. Če primerjam čebelarjenje tisto, ki sem začel pred 38 leti in današnje, se je pravzaprav spremenilo, lahko rečem, za 100%. Veliko so k temu pripomogle strokovne službe, veliko sami čebelari, ki se nenehno izobražujemo in usposabljamo. Po svetu čebelarji čebelarijo z nakladnim načinom čebelarjenja, kjer čebelnjaka ostali svet ne pozna. Čebelari ga nam tudi zavidajo. Apiterapevtske energije, ki so v čebelnjaku, se krasno prenašajo na čebelarja in na naključnega obiskovalca, ki se znajde v čebelnjaku. Čebelari so ljudje, ki se veselijo vsake kapljice medu, ki se veselijo vsakega zrnca cvetnega prahu. Čebelari so pogumni ljudje, ki sežejo z roko v pajn, med tisoče in tisoče čebel potegnejo ven sad, se pogovarjajo s čebelami, jih ogledujejo. V Sloveniji ni samo tradicija čebelarstvo, ampak je tudi posebno poslanstvo, saj čebelarji skrbimo, da so čebele v vsaki vasi. S tem omogočamo opraševanje in s tem omogočamo kvalitetne pridelke. Vsaka tretja žlica, ki jo damo v usta, je pravzaprav odvisna od naših čebel.